Prav lepo pozdravljeni. Najprej da opravičam direktorja, profesorja Crnjaca, ki je žal zadržan, tako da bom jaz povedala par besed tudi o projektu samem. Zelo veseli smo, da po, mislim, da 2 letih trdega dela na tem področju, da ta dejavnost zaživi, končno objekt imamo. Objekt je začel delovati že za začetkom letošnjega leta. Na žalost je to samo en del problematike pedopsihiatrične dejavnosti oziroma, če se zdaj pogovarjamo ožje o adolescentni pedopsihiatriji, torej rešili smo ambulantni del. Ravno tako velik, po mojem mnenju večji problem je hospitalni del, ker teh bolnikov je veliko. Na žalost imamo v tem trenutku na razpolago za njihovo hospitalno obravnavo samo 10 postelj. Potrebovali bi jih vsaj 15, verjetno pa glede na to, koliko te patologije je in je še v porastu, deloma tudi na račun covida in post-covida, še bistveno več. Zdaj, seveda je za razvoj stroke zelo pomembno, da imamo osnovne resurse, kar pomeni ustrezne prostorske in materialne možnosti, da se stroka lahko razvija. Na žalost prostori sami ne rešijo vsega. Predvsem je potrebno imeti dobro kadrovsko zasedbo in tudi seveda željo, da strokovno napreduješ. Pravzaprav vse to trenutno enota do neke mere ima, to se pravi materialnih potreb ta stroka kaj dosti ne potrebuje, kar pomeni aparatur, je pa seveda kljub vsemu nekaj vložka potrebnega tudi v ta aspekt. Prostore, tako kot smo rekli, ambulantne trenutno imamo. Jaz mislim, da to več kot zadošča za trenuten kader, ki ga imamo. Kadrovsko so se kar precej okrepili, še vedno manjkata 1 ali 2 pedopsihiatra, v tem trenutku verjetno vsaj toliko. Sestrski kader se je okrepil, strokovno so kljub temu, da so delali v težkih pogojih in tudi za bistveno manj kadra, dolgo časa je bila profesor Kumperčakova edini pedopsihiater tega področja, zdaj trenutno so 4. Jaz mislim, da se stvar tudi izboljšuje, strokovno so pa ves čas pravzaprav stroko spremljali, dobro delali, kljub temu, da ti pogoji niso bili najboljši. Za tem novim objektom sigurno so te osnovne prostorske danosti zagotovljene, delati moramo pa naprej še tudi na hospitalnem delu. Nekaj planov UKC Maribor na tem področju ima. Za prehodno sigurno saj deloma kontejnersko covid bolnišnico, katere v tem trenutku z vso dokumentacijo še v UKC-ju nimamo, kar pomeni, ne moramo še začeti z postavljanjem tega objekta, ampak ko to dokumentacijo vso dobimo, potem je ta objekt namenjen saj deloma tudi selitvam ali pa reševanju prostorskih težav oddelkov, ki pač te težave imajo. Dolgoročno pa seveda nov objekt tudi za nekako dejavnost, ki bo združevala tako hospitalno kot ambulantno dejavnost na enem mestu. Tako da veseli smo, da smo tukaj, kjer smo, naši plani pa gredo tudi naprej. Ja, najlepša hvala strokovni direktorici za besede, ki jih je povedala glede izgradnje montažnega prizidka k naši kliniki. Zdaj, klinika za pediatrijo mora skrbeti ali pa skrbi strokovno za otroke iz celotne severovzhodne regije in na določenih področjih še širše. In pedopsihiatrija v zadnjem času doživlja en tak precej velik razmah, kar je pravzaprav neugodno za družbo, da je toliko otrok bolanih na ta način, da potrebujejo pedopsihiatrično oskrbo. Tudi za druge stroke bi se to dalo reči, da je neugodno, če so otroci bolani, ampak na področju pedopsihiatrije pa opažamo res velik porast. In prav v času epidemije
koronavirusa, ko smo se vsi zelo dosti ukvarjali samo z enim virusom, je pa počasi pa vendarle vztrajno začelo naraščati število bolnikov, ki so zahtevali, rečimo temu, naše storitve ali pa potrebovali našo pomoč, in pokazalo se je, da prostorske danosti niso neidealne, ampak da so res neugodne. Zdaj, slišali ste že malo prej, ne samo za ambulantni del, tudi za hospitalni del, ampak nekaj se da zelo na hitro, nekatere stvari se pa ne dajo zelo na hitro, in tukaj je, moram priznati, včasih smo se ustavljali pri tem, da stvari gredo zelo počasi. Absolutno se da marsikaj narediti od danes na jutri, ampak večinoma pa le ne. Je ta montažni objekt relativno hitro nastal. Vsi vemo, da se morda tudi še kaj hitreje, ogromnokrat se je govorilo o tistih kitajskih bolnišnicah, ki so nastale čez noč, ampak vendarle ta stavba stoji in tukaj je in je že v uporabi. In to je tisto, kar je najpomembnejše. Na začetku se vedno vprašaš, ali se bo to sploh zgodilo, zdaj pa vendarle v tem prostoru lahko naši kolegi, ki so prej obravnavali otroke v sobah, ki so zelo majhne in res neprimerne za obravnavo otroka s starši, pedopsihiatrija vendarle vedno zahteva prisotnost Bog daj obeh staršev, ki pa sta pomembno vključena v terapevtski postopek, in s tem se je to zdaj omogočilo. Jaz mislim, da bodo kolegi pedopsihiatri in psihologi, ki delajo skupaj na enoti za otroško in mladostniško psihiatrijo, da bodo veseli in da so veseli, da imajo te prostore. Verjamem pa, da bodo veseli tudi starši in otroci, ki bodo prihajali v te nove prostore. In upam sicer, da ne bo potrebe po velikih stavbah v 10 nadstropjih za otroško in mladostniško psihiatrijo, bojim pa se, da je realnost ravno drugje, da število teh bolnikov tako hitro narašča, da to, kar bomo odprli danes, že čez nekaj let ne bo zadoščalo, in zato tudi to, kar ste slišali od strokovne direktorice, absolutno je smiselno razmišljati o prostorih, ki bodo zajeli tako hospitalni in ambulantni del v nekem relativno hitrem času, da bomo še izboljšali to, kar je. In še pomembno, pedopsihiatrij ni dosti v Sloveniji in Mariborski center je na tem področju prepoznan in pomemben, ampak seveda to ni samo, to je velik pritisk, in ta pritisk je treba potem nekako prenesti, in to je tudi pritisk na verjetno na dolgoročno dodatne kadre in dodatne prostore. Ne glede na to, mi smo veseli, Hojka, upam, da boste uspešno uporabljali te prostore in da bodo pravzaprav tisti, ki potrebujejo vašo pomoč, zelo zadovoljni odhajali iz našega kliničnega centra. Spoštovani, zelo smo veseli, da vas lahko vse pozdravimo tukaj ob tako veselem dogodku, kot je otvoritev montažnega prizidka za ambulante za otroško in mladostniško psihiatrijo. Na ta dogodek smo čakali dolgo, saj je bila potreba po dodatnih prostorih za otroško in mladostniško psihiatrijo aktualna že leta. Ideja o montažnem objektu oziroma prizidku se je porodila spomladi leta 2021, ko je ne samo v Sloveniji, pač pa po vsej Evropi in širše prišlo pravzaprav do kolapsa otroške in mladostniške psihiatrije. Na višku pandemije covida se nismo soočali samo s covidno epidemijo, ampak tudi z epidemijo duševnih motenj otrok in mladostnikov, ki smo ji nekako še danes priča. Že jeseni leta 2020 smo opazovali strm porast ne le duševnih motenj, temveč tudi duševnih stisk in težav otrok in mladostnikov, ki so bile usmerjene predvsem na oddelke otroške in mladostniške psihiatrije. Takrat jesen 2020, verjetno se še vsi spomnite, je bilo kar kritično in so se službe, ki služijo otrokom in mladostnikom, zapirale ali pa delovale v zelo omejenem obsegu
govorim o, o kriznih centrih, mladinskih domovih, centrih za socialno delo, tudi nekaterih ambulantah. Marca leta 2021 smo tako bili v Sloveniji kot drugod priča 40% povečanju napotitev v bolnišnice za otroke in mladostnike. Takrat je to izgledalo tako, mediji ste o tem kar dosti poročali, da so žal naši bolniki ležali tudi na zasilnih posteljah, ki so bile postavljene na hodnike, po pediatrični kliniki, po odrasli psihiatriji, dajali smo bolnike, ki bi morali biti urgentno sprejeti, na čakalne liste. Žal se je zgodilo tudi to, da se je zmanjšala povprečna ležalna doba, kar se morda sliši paradoksno, ampak pred COVID časom je neka taka standardna povprečna ležalna doba za otroke in mladostnike z duševnimi motnjami okrog 21 dni. Tam nekje januarja 2021 smo zaradi tako velikega pritiska na našo službo bili primorani skrajšati to ležalno dobo na 5 dni, kar je izredno malo. V 5 dneh pri otroku ali mladostniku z duševno motnjo ne moremo doseči praktično nobenega izboljšanja. Številke za povečanje urgentnih pregledov v tistem času covida se pa zdijo pravzaprav neverjetne in kot tiskarska napaka. Spomladi leta 2021 smo zabeležili do 360% povečanje urgentnih napotitev v naše ambulante. Takrat smo ambulantno delo opravljali v 4 prirejenih ambulantah za otroško in mladostniško psihiatrijo. Najmanjša je imela 4,4 kvadrate, nobena pa žal ni dosegala standardov prostorskih za ambulantno delo. Klinični psihologi pa sploh niso imeli ambulant za svoje delo. Tako je verjetno razumljivo, da smo med epidemijo vsakodnevno iskali dodatne, tako ambulantne kot hospitalne prostore. Iskali smo jih na kliniki za pediatrijo, za hospitalni del smo jih iskali tudi na Inštitutu za rehabilitacijo, v prostorih za računalniški oddelek, patologiji in tako naprej. Tako se je zdela ideja o montažnem prizidku nekaj zelo realnega in kar bi lahko v relativno kratkem času zmanjšalo to stisko, ki sem jo poskušala opisati. Ker je bila ideja o montažnem objektu, je zatem sledilo, da bi lahko bilo to realizirano v 6 tednih. Tako smo se za to idejo vsi zelo ogreli. Seveda teh 6 tednov je naraslo na skoraj 2 leti, ampak danes smo tukaj v delujočem objektu. V teh 2 letih se žal pritisk po obravnavi otrok in mladostnikov v naših ambulantah in hospitalu ni zmanjšal. Nasprotno, na urgentne preglede so napoteni otroci in mladostniki, ki imajo stiske in težave, ki bi lahko bili pravzaprav obravnavani tudi drugje. Tako trenutno v naših ambulantnih prostorih obravnavamo samo otroke in mladostnike, ki so sem napoteni pod urgentno in jih vodimo do datuma pridobitve datuma vodenja na primarnem ali sekundarnem nivoju. Vse subspecialistične ambulante otroške in mladostniške psihiatrije, ki so delovale pred covidom, trenutno žal ne potekajo. Govorim o ambulanti za obravnavo psihoz z zgodnjim začetkom, ambulanti za motnje hranjenja, ambulanti za osebnostne motnje. Zaradi tega, ker smo za tem pritiskom urgenc tako zasipani. Danes veste, da je svet otrok in mladostnikov v veliki meri postal virtualen, spleten.
Če je še pred 5 leti starše skrbelo, če so bili otroci nekje od zunaj, ker niso imeli nadzora nad njim in so imeli starši občutek, da je varen prostor, ko so otroci in mladostniki doma v svoji sobi, se je zdaj to prikucnilo na glavo. Pritok medijev, različnih aplikacij v sobe, otroške sobe, ko so otroci in mladostniki doma, je velik in ima katastrofalne posledice. Pred kratkim je bil objavljen podatek, da če se otrok ali mladostnik, ko se prijavi na TikTok aplikacijo, mu aplikacija po 2 minutah in pol ponudi vsebino o samopoškodovanju in samomorilnem vedenju. Če pa je na aplikaciji 8 minut, mu aplikacija ponudi vsebino o motnjah hranjenja. To pomeni, da se soočamo z nekimi popolnoma novimi dejavniki tveganja za otroke in mladostnike za razvoj ali duševnih stisk ali pa že razvitih duševnih motenj, ki jim še pred nekaj leti nismo bili priča. Mladostništvo je seveda vedno bilo in bo iskanje samega sebe, nekega uporništva, ampak mladostniki dan danes se vedno bolj identificirajo s tem, da so kul, če imajo neko duševno motnjo, če imajo neko duševno stisko, da je kul, če se samo poškodujejo, da je nekaj pozitivnega, če naredijo poskus samomora ali pa razmišljajo o samomoru in o tem živahno komunicirajo po spletu, napovedujejo poskuse samomora in čakajo, kaj se bo zgodilo. To je žal trenutno realnost, v kateri smo in pod pritiski, pod kakšnimi pritiski delamo. Tako da se soočamo seveda z dejanskim porastom prevalence duševnih motenj, hkrati pa se soočamo z tem, da se nekatere duševne stiske pomika v psihiatrijo in smo verjetno priča eni psihiatrizaciji družbe, ki ji nismo naklonjeni. Pozitivno je, da se manjša stigma psihiatričnih duševnih motenj in da vedno več ljudi išče pomoč, če ima neko stisko ali duševno motnjo. Dejstvo pa je, da je tudi vedno več staršev nesigurnih in išče pomoč kar hitro in takoj v medicini, v otroški in mladostniški psihiatriji, še preden so izkoristili druge možnosti. Nekako se soočamo z začaranjem krogom pomanjkanja kadra, ker otroci in mladostniki, njihovi starši na primarnem in sekundarnem nivoju, ne samo medicine, tudi šolstva, socialnega dela, ne dobijo, takoj, ko se njim zdi potrebno neke pomoči, iščejo pomoč zelo, zelo hitro, urgentno pri nas. Vendar so ta pričakovanja tako staršev, učiteljev in pa družbe nasploh, da bo lahko psihiatrija, medicina, otroška in mladostniška psihiatrija rešila vse te težave, prevelika. Kakorkoli, 9. januarja letos smo začeli z delom v montažnem prizidku. V tem prizidku imamo 4 ambulante za otroško in mladostniško psihiatrijo, 3 klinične psihološke ambulante, sestrsko sprejemno ambulanto ter čakalnica, to boste vse videli. Tako so otroci in mladostniki, ki potrebujejo našo pomoč, končno dobili primerne prostore, v katerih delamo zdaj že natanko 2 tedna. Treba je povedati, da je ta montažni prizidek tukaj na Kliniki za pediatrijo pravzaprav prvi objekt, upam si trditi v Sloveniji, ki je bil zidan prav z namenom otroške in mladostniške psihiatrije, da je bil že zidan za to idejo, kaj bo tam. Vsi ostali objekti, ki jih seveda imamo tudi za otroško in mladostniško psihiatrijo, so trenutno v prostorih, kamor so jih pripustile druge stroke, ali pediatrija ali psihiatrija.
Novi prostori so izredno kvalitetni, od zunaj se vidi, da gre za montažni objekt, znotraj pa so resnično nadstandardni, z zvočno izolacijo, z visokimi stropovi in zdaj v tem času 2 tednov, ko v njih delamo, se je izpostavila ena že zelo pozitivna atmosfera dela v tem objektu. Zato bi se rada na tem mestu zahvalila vsem, ki ste v bistvu ta montažni prizidek omogočili, seveda na prvem mestu vodstvu UKC-ja, prejšnjemu vodstvu, da je prepoznalo ta objekt kot prioritetnega in aktualnemu vodstvu, profesor Marčunovi, profesor Crnjaca, da je to v resnici pripeljalo do realizacije. Zahvala gre vsem službam in izvajalcem, ki so sodelovali pri projektiranju, načrtih, pridobivanju gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja, gradnji, notranji opremi. Prisrčna hvala Tomiju Kovačcu, ki je vztrajal, tudi ko je izgledalo, da enostavno ne bo šlo in da se bo projekt ustavil zaradi raznih birokratskih in drugih zapletov. Zahvala gre vsem kolegom in sodelavcem na Kliniki za pediatrijo, da niso projekta, ki je realiziran dobesedno na njihovem dvorišču, bojkotirali, ampak so se skupaj z nami veselili pridobitve. Seveda gre zahvala vsemu pedopsihiatričnemu timu, da z nadstandardnimi napori delamo, skrbimo tako hospitalno kot ambulantno z otroki in mladostniki z duševnimi motnjami. Rada bi se zahvalila glavni sestri Klinike za pediatrijo Moniki Pevec, ki je skrbela in skrbi tako za hospitalni in ambulantni del, da nam ne primanjkuje preveč sester, medicinskih sester, zdravstvenih sester in se je izredno izkazala in angažirala pri iskanju tega kadra, ki veste, da ga je zelo težko dobiti. Takoj zatem pa tudi zahvala glavni sestri oddelka za otroško in mladostniško psihiatrijo Andreji Vidmar Globevnik, ki je poskrbela in skrbi še danes, da delo tako na oddelku kot v ambulantah poteka gladko, da je praktično preselila sama ambulante v ta nov prizidek. Rada bi še na koncu izpostavila te nadstandardne napore našega tima. Dejansko število specialistov otroške in mladostniške psihiatrije, kot jih imamo zdaj, v resnici zadostuje le za ambulantni del programa, ki ga izvajamo. Število kliničnih psihologov, ki ga imamo zdaj, zadostuje za bolnišnični del. Na področju medicinskih sester pa delo poteka relativno v redu, če kakšna ne zboli ali ni na dopustu. Tako z montažnim prizidkom smo pridobili seveda prepotrebne prostore in z njim dvignili kvaliteto ambulantne obravnave, seveda pa še vedno ostaja potreba tudi po rešitvi premajhnega prostora za hospitalno dejavnost. Kot je že omenjala strokovna direktorica profesor Marčun Varda, je ideja, ki ima tudi podporo vodstva, da se zgradi za potrebe otroške in mladostniške psihiatrije objekt, v katerem bomo imeli tako hospitalni del, dnevno bolnišnico, ambulanten del, bolnišnično šolo. To je kvaliteta, k kateri nekako vsi težimo. Sedaj pa še vabim profesor Norberta Skokauskosa, da bo povedal par besed. On je profesor otroške in mladostniške psihiatrije na medicinski fakulteti na Norveškem. Med drugimi funkcijami je pa tudi predsednik sekcije za otroško in mladostniško psihiatrijo pri Svetovnem psihiatričnem združenju. Tukaj je tudi v okviru projekta, norveškega projekta, ki poteka pod okriljem UKC Maribor in medicinske fakultete Maribor. Projekt se imenuje Empower for 21.
in je projekt, ki bo opolnomočil za delo v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanja in prepoznavanja duševnih motenj. Hvala. Dobri dan, moje ime je Norbert Skokauskas. Dobrodošli. Now, I'm sorry, but I switched to English now. So first of all, it's a great pleasure and great honor to be here on a very special day. It's not every day when we have such occasion, when the new unit is opened. Before this meeting, I had the pleasure, Professor Hoyke invited me and visited that new building. And it is spacious, it is bright, it has high ceilings. So the media, if Professor Hoyke allows, maybe can also visit and see. Of course, the space is only a space, and we need the people, we need the staff to provide the good care. So before this meeting, I also had an opportunity to discuss a little bit with Professor Hoyke about the future challenges and the future vision Slovenia and Maribor child psychiatry is facing. And I think my understanding that the challenges or the vision you have is not unique to Maribor, it's not unique to Slovenia. In Europe, in all the world, the challenges are very similar. First of all, we need best and the brightest to come to the child psychiatry, to mental health at the medical doctor level, psychology level, nursing, and all the staff. At the same time, we also have to acknowledge the people who work very hard these days. On one hand, we have Professor Hoyke and her team who made this possible. On the other hand, I have the hospital leadership, without whose help would be impossible to have this new building for the child psychiatry. So we have to be appreciative for the staff who's delivering services for the children and adolescents today, and also make sure that the best and the brightest come to the child psychiatry, child mental health in the future. Because this building, it's not about the building as such. It's investment in Maribor's future. It's investment in Maribor's children. So if the kids get a good help at this early stage, it's actually very big chances that they will succeed in their life and they will be successful with their studies, with their employment, their families, and contribute to the society in a very successful way. And the second thing, which I also discussed with Professor Hoyke, is about other infrastructure which is needed for a Maribor. And I think the vision or the idea is at some stage also to have an integrated child mental health services where the inpatient, outpatient services are together, school is together, and also other services. So on this note, I would like to congratulate one more time and wish best of luck for the future for you and of course for your patients and your families. Thank you very much. Ideja je bila še pred enim letom, da bi bilo to v prostorih, ki jih je pravno ministrstvo nekako namenilo UKC-ju. Se je tukaj premaknilo, so ti predpisi že urejeni vsaj, projekti mislim, da že obstajajo, ne? Ta ideja seveda je še vedno aktualna in upam tudi, da jo bomo izpeljali na trenutnem oziroma svetu zavoda, ki bo naslednji teden, se bo o tem govorilo. Predpisi še niso bili opravljeni, ampak upam, da se bo začelo na tem področju tudi kaj premikati. Zato je pač to ena od točk sveta zavoda. Naslednji teden, ja. Gre pa za območje skladišča. Točno, ja.
to je trenutno v lastništvu MORS-a, ne, mi bi radi, da bi se to preneslo na Ministrstvo za zdravje in da mi potem lahko, ne, v neki bližnji prihodnosti, jaz mislim srednjeročno, ne, potem te stvari, ki smo jih zastavili, potem tudi realiziramo. Kolikšna je bila zdaj končna vrednost tega projekta, montažnega, ki ga danes predstavljamo? To pa bomo vprašali Tomija Kovačca, ker tega podatka pa jaz nimam, je tu. Ja, to mi je obljubljeno, da bo na ogledu prisoten, pa bo tam podal informacije. Sicer pa, če bi kakšna številka izostala danes, bomo v tem, ko za odnose z javnostmi to uredili, pa bomo pismo poslali, bo pa to mi več. Zdaj v teh ambulantnih prostorih ne bo možno več obravnav narediti, kot je bilo prej, ne? Ne, žal ne, ker je pritisk že zdaj toliko velik, da predstavlja povišanje izpred časa covida res veliko. Zaradi tega, kot sem rekla, ne, tudi ne delujejo vse te subspecialistične ambulante, ki so že delovale pred časom covida, ker smo enostavno za tem, da obravnavamo in urgence in da vodimo te paciente, dokler ne dobijo obravnave na primarnem nivoju. To je največji del dela, ker čakajo, ker veste, da je pomanjkanje kadra tudi na primarnem in sekundarnem nivoju veliko, ker čakajo naši otroci za obravnave ali pri otroškem mladostniškem psihiatru ali pa pri psihologu od pol leta do 1 leta. Ne? V tem obdobju te najtežje paciente poskušamo voditi tu in to je trenutno vse, kar lahko naredimo. Kolikšne so pa zdaj te poprečne, recimo ležalne dobe, ki ste jih premenjali, recimo je ta pritisk še vedno toliko večji kot pred epidemijo? Ja, pritisk je absolutno še vedno večji, kakor pred epidemijo. Jaz bi rekla, od 20 do 30% je še vedno več potreb po hospitalni obravnavi otrok in mladostnikov. Ležalne dobe pa se trudimo približati tistim 21 dnevom, ki smo jih imeli pred covidom. Se približujemo temu. Jaz imam zdaj podatek, mislim, da iz novembra 2022, da smo imeli 18 ali 19 dni. Pa še za doktor Dolinčka, večno vprašanje, kaj bo pa zdaj s temi prostori, kjer je bila do zdaj ta ambulantna psihiatrija, je že znano, so že kakšni dogovori z vodstvom, morda? Če se lahko predsedete, Gre k mikrofonu, ne morem si jih 5 obrniti, ja. Zdaj ti prostori, ne, ki so se sprostili, v katerih so improvizirali naši kolegi pedopsihiatri, so, kot ste slišali, nekateri izredno majhni. V njih ne moreš vzpostaviti neke posebne ambulante. Eden od prostorov je bil, ne morem reči odvzet, ampak je v njem potekala pedagoška dejavnost bolnišnične šole. To je treba urediti. Potem smo poskušali se dogovoriti, da bi v enega izmed teh prostorov umestili našo funkcionalno mikroambulanto. Vse ste videli te prostore, ne? Bi se tam izvajala nefrološke storitve, torej od biofeedbacka, urodinamike, kjer so se zdaj kolegi morali za aparati seliti iz prostora v prostor in smo en drugemu hodili po prstih. Dejansko so se sprostili 4 prostori, ko dobro pogledaš, so dejansko 3 vsega skupaj pa kvadratnih metrov za eno vredno ambulanto. V teh prostorih so se do zdaj tiščali, zdaj bomo pač nekaj malega. Center za naročanje je bila naša sodelavka, ki je tam delala tu sredi hodnika, pravzaprav sredi čakalnice, ne? In smo zdaj to omaknili, da se sploh lahko pogovarja, ampak to so minimalne spremembe. Marsikdo v bolnici nas je ostalo, zdaj pa, ko boste toliko prostorov dobili, toliko, ko se je zgradilo, ne, bomo pa zdaj vsi prišli k nam na pediatrijo, pa smo gledali, od se je karkoli toliko prostorov sprostilo. Prej smo pač z neko improvizacijo iz nekaterih funkcionalnih prostorov zmanjšali smo EEG, pa smo tam naredili eno malo ambulanto, glih toliko, da je to delovalo. Tako da mi še vedno nismo pustili ideje potem, da pediatrija rabi več prostorov, ker na koncu vendarle v tej pediatriji bi vsi radi bili, samo pediatre bi radi izselili, to pa ni preveč pametno, ne? Na pediatriji le naj ostane pediatrija, tako da to je zelo pomembno. Je res, da je nekaj idej, ne? Tudi nova gradnja pedopsihiatrije bo sprostila še nekaj dodatnih prostorov, ampak že prej ste slišali, tudi hospitalni prostori so majhni.
Mogoče je bila napačna ideja, ne, da ko se je zgradil ta objekt, ki ima toliko in toliko kvadratnih metrov, da smo zdaj toliko in toliko kvadratnih metrov v pediatriji sprostili, potem jih ne bi rabili, ne. Potem teh prostorov ne bi bilo treba. Tako da mi bomo še navijali, da se pediatriji pomaga, ampak verjamem, da bo tudi tukaj prišlo do realizacije nekaterih stvari, o katerih smo govorili tudi že pred 10 leti. 10 postelj ste rekli, da je na voljo, verjetno so te ves čas zasedene, kako s čakalnim dobom je tam? Čakaj, ja se vidim zamenjati, ja še tokrat, pa potem mogoče zunaj. S temi postelami je različno, trenutno jih imamo 13, ker smo zaradi tega ogromnega pritiska iz 10 povečali na 13. V tisti času krize covida pa smo jih bili primorani zmanjšati za 20%, ker so bile potrebe pediatrije zaradi covidnih bolnikov toliko povečani. Ampak trenutno imamo 13 postelj, če bi jih imeli 15, bi bile zasedene, pa če bi jih imeli 17, bi bile zasedene, ker imamo skozi čakalno listo za te postelje in naša zasedenost je v bistvu skozi nad 100%. Različno, lahko je en dan, da čakajo, ne, da se sprosti prostor, lahko je en teden, zelo poskušamo triažirati, ne, tiste izredno urgentne hospitalizacije seveda pošljemo v Ljubljano, ne, Ljubljana ima edini oddelek, ki je varovan, to pomeni vsi akutno, suicidalno ogroženi, psihotični pacienti gredo v Ljubljano, ker naš oddelek ni varovan, tudi kadra ni toliko, kot ga je potrebno za varovani oddelek, tako da si spet upam trditi, no, da vsi otroci in mladostniki, ki so res urgentno ogroženi, dobijo posteljo ali pri nas ali v Ljubljani. Tisti, ki pa lahko nekaj časa počakajo, pa počakajo.